Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. S kolegico sva se odpravila v park Pečno, to je nad kanalom, vmes pa vam bom povedala, kako pomembna je vsakodnevna rekreacija. Kanal ob Soči je tudi eno tako slikovito mestece, ker vsako leto skačejo z mostu. Ta most je 23 metrov visok. Tu je še en kratek pogled na čudovito Sočo. Ura je 5 popoldan, temperatura pa je 25 stopinj Celzija. Park Pečno se nahaja približno 600 metrov izven kanala in sicer v smeri greste proti Ligu. Park je zasebne lastnine, ki ga lastnika Lijana in Primož predano ustvarjata in urejata. Pri vsakem športu krepimo tudi mišice, malce si preoblikujemo postavo, pa izgubimo tudi kakšen kilogram. Vhod je pa tukaj ob glavni cesti na ovinku, ker se po stopnicah povzpnemo v park. Tukaj pa piše zgodba v parku in januar 2016. Ja, park je nastal leta 2016, ko so očistili zaraščen gozd in ob strugi hudournika uredili krožno pohodniško pot, kjer je trenutno urejenih dobrih 2 km sprehajalnih poti. Ta pot je stara peš pot iz kanala na Lig in po tej poti gre tudi pot 3 svetišč. Marijino Celje nad Ligom, Sveta Gora nad Novo Gorico in na italijanski strani Stara Gora nad Čedadom. Za ljubitelje gorskega kolesarjenja imajo urejeno 12-kilometrsko progo z ovirami. Organizirajo pa tudi mountain bike srečanja. En del krožne poti gre po mountain bike progi in je kar precej strma. Sprehodi, hoja in gibanje nasploh, vemo vsi, da je zelo pomembno za naše telo. Seveda, če to izvajamo v mejah normale in v mejah naših zmogljivosti, v glavnem, da ne pretiravamo. Hoja je odlična vadba, čisto za vsakogar, izboljšuje razpoloženje, pa pomaga pri ohranjanju telesne teže, krepi imunski, dihalni sistem, dobro vpliva na srce in ožilje in če gremo v naravo, se nadihamo tudi svežega zraka. Skratka, počutimo se odlično. Skozi vse leto tukaj organizirajo več različnih dogodkov. Eden od zanimivih dogodkov v parku je Gregorjevanje, ki pa ni povezan niti s ptički, niti z ladjicami. Člani kluba keramikov iz kanala izdelajo 70 glinastih piščali, ki jih potem skrijejo v gozdu. Ko obiskovalci te piščali najdejo, na njih zaigrajo in s tem prikličejo pomlad. Sredi gozda je razstava zanimivih glinenih in keramičnih izdelkov. Tu je pa simpatična gozdna hišica, spodaj je čitalnica, zgoraj pa je galerija. Tu lahko pustite tudi vaša mnenja in pohvale. To je pa simbol parka Pečno, kip Mati. Ta lesena ženska glava je delo umetnikov svetovnega formata Ane Žerjav in Gorazda Prinčiča. Zdaj smo pri anteni in zdaj pa samo še vzpon do vrha. Najvišja točka parka je pri tej kapelici Device Marije. Midve sva pa zdaj na vrhu skoraj oziroma na razgledni točki. Tu imate tudi čudovit razgled na kanal. Na tej klopci se lahko tudi malo odpočijete. To je pa ameriški slamnik. Po tej poti pa pridete do ceste, ki gre proti Ligu. V parku najdete nekaj različnih športnih in drugih izobraževalnih dejavnosti v naravi. Tu je ogledalo, v katerem zagledate svoj odsev in odsev gozda. Vetrnik, to je pa akustični prostor, kjer izvajajo koncerte. Ob poti najdete tudi ptičje krmilnice. Tole je pa ko ena lestev. Če ob glavni cesti zavijemo desno, se v parku nahaja tudi lokostrelsko središče. Sredi gozda je razstava zanimivih glinenih in keramičnih izdelkov. Lahko pa pridete tudi v kino sredi gozda. Tukaj gor smo prišli po cesti, tukaj je pa še pot za lokostrelce.
Tako, jaz sem bila danes v parku prvič in moram reči, da sem zelo navdušena nad sklopom narave, športa in pa umetnosti. Zagotovo se bom v ta park še vrnila, vabljeni tudi vi, ker imate marsikaj za videti lepega. In še en lep sprehod je. Tako, midve sva nazaj, hodili sva malo več kot 1 uro. Spremljate me lahko tudi na Stravi pod imenom 10.000 korakov na dan. Link od današnje hoje pa bom pustila spodaj v opisu videa. Pejte nekak sprehod tudi vi, vabljeni v park Pečno. To bi bilo za danes vse. Hvala za pozornost in se vidimo. Čau, čau, bodite fajn. Čau, čau.